No, potem pa gremo naprej. Narisali smo svoj gozd, preizkusili smo na različne načine, kako uporabljamo svinčnik. Rekli smo, da je boljše, če ga držimo na lahko in če probamo narisati v večjih potezah. Tako. Potem je pa še ena pomembna stvar, ali pa dober napotek, kako se risanje res naučiti. In to je tako, da rišemo po opazovanju. V hiši imamo ogromno enih stvari, ki se jih da tudi narisati. Ali pa če nas ne zanimajo toliko tiste stvari, ki so v hiši, lahko pa gremo ven, pa vzamemo kaj iz narave, pa tisto opazujemo in rišemo. Jaz imam recimo danes tukaj eno rožico. Mislim, da je to ognjič. Pa jo bom probala zdaj narisati. Pa si poglejmo najprej skupaj, kakšna ta rožica je. Se pravi, ima pecelj, ima liste in ima takle okrogel cvet. Skoraj okrogel. In noter ima še en krogec. Tako. Potem pa vidim, da ima tukaj recimo, če pogledam pobliže, ima tukaj na teh cvetnih listkih ima take zobke. To se mi zdi zanimivo. Tako. Vsako stvar, ki jo rišemo, jo dobro opazujemo. Zato rabimo veliko časa. Tako da skice so ponavadi sicer hitre risbe, ampak kadar rišemo po opazovanju, si moramo vzeti dosti časa. In začeti moramo počasi. Se pravi, tako kot smo prej rekli. Iščemo na rahel način iščemo obliko takole. Jaz bom narisala za začetek eno takole elipso, znotraj katere bo prišel cvet. In tukaj znotraj te elipse bom narisala še eno tako manjšo. To bo sredina cvetka. To in potem bom narisala takole za pecelj. Čisto na lahko. Na lahko, z večjimi potezami. In za liste bom si narisala samo sredinske črte, tako. Tam, kjer imajo žilo. Tako. Takole. No. Aha, kadar rišemo po opazovanju, si moramo tisto stvar ali pa se moramo postaviti od tiste stvari toliko daleč, da jo lahko vidimo celo, da jo lahko opazujemo dobro. In hkrati, da vidimo dobro tudi detajle. Odvisno, kaj nas zanima. Zdaj, če nas zanima nekaj zelo, en majhen košček te rožice, potem jo lahko imamo toliko blizu, kot jo imam jaz zdajle. Ampak drugače si jo damo pa malo dlje, tako vsaj kakšno razdaljo, kakšne roke ali dveh naprej od sebe. Jaz jo imam tukaj zato, da jo tudi vi vidite. Pa bom kar začela risati. Zdaj, naredila sem si na lahko obliko, znotraj katere bom risala. Zdaj pa isto na lahko rišem tele cvetne listke. Ne smem. Ni dobro, da grem takoj narisati, kot da bom na prvi poskus vse narisala, recimo takole, vse enako močno. Tukaj so cvetni listki, takole, takole, takole. No, tudi to je en način, a ne? Ampak mi se učimo tukaj malo drugače zdaj. Tako da iščemo obliko. Ni nujno, da narišemo vsak listek posebej cel. Lahko je samo en košček, lahko je samo ena stran, tako. Čim bolj sproščeno in na lahko. Tukaj, ko opazujem, vidim, da ima ta rožica listke v večjih plasteh. Eni so spredaj, eni so zadaj, eni so še takile majčkeni pa štrlijo. Tako. Tudi vi si dajte zdaj v naslednjem tednu poiskati
kakšno stvar, ki jo hočete narisati, pa jo kar poskusite narisati. Pa ne se obremenjevati s tem, da bo točno taka, kot je v resnici, ali pa da bo izgledala prav, ali pa da vam bo na koncu všeč. Važno je, da naredite take, da poskušate in da ste sproščeni in da se imate fajn in da ko rišete, iščete različne načine, kako bi kaj lahko naredili. Tako. No, zdaj pa recimo tukaj, ko jaz vidim, se pravi, verjetno ste opazili, da jaz nisem vzela rožice in sem preštela, koliko je tukaj listkov in nisem gledala točno, kakšne oblike je, ne? Ampak sem tako, na približno sem opazovala in tako malo po občutku narisala. In tudi zdaj, ko bom šla delat sredino, ne bom preštela, tukaj je 30 pikic in 120 črtic, ampak bom samo pogledala, ta sredina se razlikuje od tega, kar je okrog, tako da je tole bolj gladko, tole pa bolj tako hrapavo, tako pikčasto in bom zdaj, če se spomnite prejšnje vaje, ko smo risali različne krošnje na različne načine, bom zdaj probala samo tak občutek dobiti, take, kakšna je ta sredina. Ne bom vsega točno izrisala. Seveda, če bi hotela narisati to stvar čist realistično in čist, ali kako se reče, prav naturalistično, potem bi se mogla te stvari lotiti že malo bolj znanstveno, ampak če se pa tako učim risati in risati po opazovanju, bo pa tole čisto v redu. Za začetek je tako dobro. Iz tehleh listkov, katerim sem narisala samo eno črtico, bom pa zdaj jih bom razširila, takole jih bom razširila. Tako. Tukaj bom zdaj kakšno stvar še malo debelila, mogoče bom naredila par teh zobkov, ki jih imajo tile cvetki. Ampak mogoče ne preveč, ker se mi zdi, da bom pokvarila to. Tako. Zdaj pa vidite, kako pomembno je, da ni povsod enako debela črta. Ponekod jo odebelim, ponekod pustim tako, kot je bila že prej, pustim tanjšo, tako. To moram narediti po občutku. Občutek dobim pa, če delam vaje. Tako da vaja dela mojstra. Tukajle bom uporabila spet en tak bom naredila malo bolj močen tale listek, tako da ga bom malo počečkala. Tako. No, pa imamo eno tako rožico. Ni popolna, ampak ni pa takale, a ne? Je malo bolj zanimiva.